Živijo, upam, da ste ok, to je nov Hervisov medtedenski pomenek o angleškem nogometu. Še vedno velja, da se niso polegla razburjenja po Cityjevi zmagi na manchesterskem derbiju. Množični raus igralcev in entouraža obeh ekip po nedeljski tekmi se zdaj nadaljuje na posvetih disciplinske komisije. Medtem pa medijske obtožbe pretežno pikirajo v lik in delo Josea Mourinha, trenerja Manchester Uniteda, ki ima tudi sam dolgo zgodovino nešportnih, če ne kar nesramnih provokacij pred nasprotniki in ali njihovimi navijači. Toda še zdaleč ne gre le za problem vprašljive Mourinhove načelnosti, pač pa je vse bolj na dlani dilema, ali je Portugalec svojo staromodno taktično maksimo sploh pravi človek za vodenje velikega Manchester Uniteda. Strateška prožnost z visokim pokrivanjem, sodobnejšo postavitvijo vezistov, novim konceptom vloge vratarja in številnimi drugimi elementi, Pepa Guardiolo, Mauricija Pochettina, Jürgena Kloppa in druge po atraktivnosti in tudi učinkovitosti njihovega nogometa oziroma nogometa, ki ga razvijajo, uvršča pred Mourinha. A se mi kljub temu zdi, da bi Jose Mourinho in njegov United tako kot ne nazadnje minulo sezono tudi v tej lahko osvojil kakega od pokalov, ne maram celo Ligo prvakov. V soboto v Premier Ligi sledi nov spektakularen derbi, na katerem se pomerita Manchester City in Tottenham, torej dve sveži taktični postavki. Bo pa tam obračun sila pomemben tudi zato, ker je hrbtenica angleške reprezentance v resnici Tottenhamova. Se pravi, gre za mini epsko sceno, ki bi ji lahko namenili naslov, ko angleška elitna fregata udari ob največje premerligaške valove. A za debate o izzivih, ki jih bo ponudilo junijsko-julijsko svetovno prvenstvo v Rusiji, imamo še obilo časa. Hvala za delitev tega videa, se v Hervisovem pregledu angleškega nogometa oziroma dogajanj na angleški sceni spet najdemo na Hervisovem Facebooku, seveda prihodnji teden iz Londona vas pozdravljam, Matjaž Ambrožič.